Živijo in dobrodošli v današnji epizodi podcasta Umetnost lenarjenja, kjer se mi je pridružila Sara Isakovič. Sara je psihologinja, mama, plavalka, dobitnica srebrne medalje na olimpijskih igrah. Ne dvomim, da vas marsikdo od vas že pozna Saro, ne vem pa, koliko jo dobro poznate in koliko poznate to njeno tudi nešportno plat. Današnji pogovor je bil izjemen, jaz sem še vedno pod vtisom, bogat, poln neke pristne čuječnosti in tudi neke širine. Šla sva od starševstva do stresa v izjemnih pogojih, do nekakšnega performansa, treninga, nekih veščin, ki jih morda kdo od nas jemlje kot prirojene, ampak so nujne za funkcionirati, kako se prizemljiti, kakšen naj bo naš odziv, da smo čim bolj svobodni v tem svetu, ki tako zelo v ospredje rine različne distrakcije. Jaz ne bom predolg, rad bi, da se čim prej vržemo v ta pogovor, da ga izkusite čuječe in z nama. Zahvalil se bom tudi današnjemu pokrovitelju. Ta podcast epizoda nastaja v sodelovanju z Varuhom zdravja Vzajemna. Pustite komentarje, prepustite se pogovoru in uživajte. Jaz iskreno upam, da vas bo toliko navdušil, kot je mene. Dobrodošla, Sara. Zelo sem vesel, da si tle z mano. Res hvala, da si prišla na pogovor. David, hvala tebi. Jaz sem počaščena, da sem lahko tvoj gost. A veš, da me tudi zelo razveseliš, koliko z veseljem si se odzvala. Ja. Jaz sem rekla, a ne se odzovem na tak način, da ti takoj rečem ja, a se mal delam, ne hecam se. Pač. Nisem jaz tak karakter. Tako da, če si nekaj želim, sem takoj rada del te tvoje zgodbe, ker je res fantastična, tako da te spremljam, te občudujem. Sorry, res po resnici povem, tvojih knjig še nisem prebrala. Imaš še čas? Ampak te spremljam. Ja. Zelo radi mi kdo napiše, v enem dnevu sem prebral, pa si mislim, 2 leti sem pisal, a veš, ni treba hiteti nikamor, ne grejo, tako da počas. Hvala, nisem vedno, hvala, da me tako spremljaš in vse to. In sem vesel, ker se mi zdi, da je veliko stvari, ker sem se zelo veselil, da se s tabo pomenem. Tako da se ne vem sploh, kako bi začel. Kako pa se ti drugače, recimo, če ti kdo reče, da se opišeš, ne? Ali pa, ne vem, zdaj se ne spomnim na svoji spletni strani, ker sem jo zdaj tudi dosti pregledal v pripravi na pogovor. A rečeš, jaz sem, ne vem, prva stvar, mama, rečeš, sem bivša olimpika, rečeš, sem, ne vem, psihologinja. To je meni tudi, da meni je dosti preprosto v smislu to, da pač ta zdravnik ti toliko časa in vsega vzame, da to ne pade na prvo mesto, a ne? Ne vem, kaj pa ti rečeš, recimo, no? Ja, jaz rečem tako, pač v Sloveniji, recimo, ko se predstavljam, v bistvu pač povem, da me večina res pozna po olimpijski medalji. Redko kdo pa ve, kaj sem počela teh zadnjih 15 let. In sicer potem se predstavim kot performance psihologinja, ki seveda dela zdaj na svojem področju. In tudi seveda povem, da imam 2 let pa pol starega fantka, ker se mi zdi, da včasih nekako to starševstvo ti da še kakor neko večjo kredibilnost v življenju. Neka referenca je, ne? Ja, in potem recimo te stvari, ki predavam, seveda se prenese na vse različne profile ljudi in sploh, ko govorim o teh vsakdanjih stresorjih, ki jih seveda tudi starševstvo predstavlja, se pa ljudje še toliko bolj znajo poistovetiti, kot ok, Sara. Povežeš malo, ne? Sara nas res razume. Tako da ja, v bistvu mogoče te 3 stvari res zaenkrat. Zdaj, ne vem, jaz sem pač tako nekako se pojavim kot Sara. Nisem ta, veš, da imam ful rada ti neke labele. Ja, se razumem. Mislim, se tudi, se mi zdi, da se to vse malo poveže skupaj, pa vse, kar delaš, kot si rekla, tudi, ko imaš nastop, govoriš lahko pol še o starševstvu in tako naprej. To je zanimiva misel, da je to referenca, ne? Ja, tako se mi res zdi. Ker meni je vedno bilo smešno, no? Če sem kakšen profil videl, pa je bil tako, ne ime, in pa imaš spodaj, kaj, ne vem, igralec to, in pa ljudje pišejo, ne vem, oče, sin, brat, mož, vnuk, tako si, ok, dobro, zdaj pa že naštevaš, ne? Ampak tako, ta izhodišče, ker jaz vem, da v trenutku, ko sem dobil tam malo, sej, pač, ko boš prebrala knjigo in tudi vseh teh, je v predavanjih nekako pride ta moment, tako ta ideja performance psihologa, ki ima otroka, mi je sploh fajn, se sliši tako. Ja, a veš, mislim, meni se kdaj zdi, da je moja ta mala, da je mal performance psiholog, ki se kaj zelo želi. Ja, ta malčki so, ja.
Se to pa je ta izraz, no, performance psihologija, pa neuropsihologija sem tudi zasledil, po mojem na tvoji spletni strani. Tako. To so kot neke Ti si, mislim, da če ne bom zdaj koga pozabil, upam, da ne, tretja psihologinja, ki sem imel na podcastu. Ste zelo različne. Vita je v bistvu klinična psihologinja, ona se ukvarja z motnjami spanja primarno, pa sem imel za Renušo, ki je forenzično psihologinjo, ti si pa performance psihologinja. Daj mi malo povej, kaj to pomeni. Tako je. Jaz sem, recimo, ko sem gledala, v katero smer se specializiram. Jaz sem na Berkeleyju recimo študirala psihologijo s poudarkom na nevropsihologiji. Tako da sem v bistvu začela z neko idejo, kakor jaz bom šla v klinično psihologijo in res bom raziskovala možgane. Potem sem šla pa študirati, po študiju sem šla raziskovati možgane, tako da sem delala 1 leto pa pol v San Diegu raziskave možganov. Ampak tam sem videla, nisem jaz lih za to klinično psihologijo. Mene v bistvu ful bolj zanima ta performance in kako naredimo psihologijo nekako tako praktično, otipljivo, vsakdanjo, dostopno, zabavno, zanimivo. V takem smislu, da recimo ljudje, ki so performerji iz vseh različnih področji, piloti, glasbeniki, poslovneži, gasilci, zdravniki, medicinske sestre, učiteljice, vzgojiteljice, ni da ni. Se pravi, performance psihologija je v bistvu branža psihologije, ki se ukvarja, recimo s čim se jaz ukvarjam. Jaz pomagam ljudem, ki se ukvarjajo s stresnimi poklici, še posebej, jim pomagati zoptimizirati vsakdanje delovanje, da so oni čim bolj učinkoviti, produktivni, da znajo ohranjati motivacijo, krepiti svojo samozavest, da znajo v tistem nekem danem ključnem trenutku, ko se gre za optimalen performance, da so sposobni oddelati najboljše, kar lahko. In zdaj iz vidika športa, ker sem pač 20 let plavala, sem vedela, da v tem svetu performanca nam izredno manjka pogovor že o psihologiji, koliko je pomembno trenirati glavo, zato da jaz res lahko kakor toliko si nekako iz dneva v dan olajšam vse te stiske, napore, psihične, fizične in se pravi, to je mogoče neko vsakdanje življenje športnika, ogromno treninga, res ogromno odrekanja, to tako behind the scenes redko kdo vidi, pa se tudi pri tvojem poklicu isto, kaj se res dogaja, kakšni so to napori. Se pravi, da si to nekako olajšaš, da znaš ohranjati nek fokus, da znaš uravnavati svojo pozornost, da znaš regulirati svoja čustva, da znaš uravnavati svoje misli, saj kakor toliko, da je glava nekako na mestu, da se zavedaš, kaj se dogaja v tvojem telesu in da znaš recimo regulirati svoj živčni sistem, da znaš popuščati napetost v mišicah, ki se nezavedno tam skriva. Tako da je to neka recimo marela performanca, pod katero pride ves ta performance svet in pomaga posamezniku res čim bolj učinkovito delovati. Ne samo na vsakdanjem področju, jaz recimo s performerji, ko delam, jih tudi pripravljam za nek nastop, ki jih čaka. Recimo pilote za simulator, to je pač ta njihov izpit, ki ga imajo vsake 6 mesecev, glasbenika za nek nastop na odru, plavalca za olimpijske igre, tenisača, ekstremnega športnika, ni da ni, no. To je drugače, kar si rekla, ta uporabna psihologija, ne? Ker jaz tudi mislim, jaz sem zdaj sicer že 12-14 let, to je tudi coaching, bi recimo najbolj lahko pasal vsem, ne? Seveda. Ker meni je bil to prelomno, ker jaz sem vedno mislil, tudi psihologija je nekaj, kar študira, kakšni so ljudje, ne? Se pravi, kakšen imaš ti karakter, kako se obnašaš, zakaj, neki družba, ne? Se piše članki, ti si pa kolerik in tako, ne. In pol meni je bilo to prelomno, ker jaz sem začel sicer, mislim, da s tem Tony Robbinsom, ki je ta vrhunski znan zelo coach. Meni je bilo to, kako si lahko prebral neko misel, kot si rekla, ki je toliko preprosta, pa ti naredi tako razliko in si samo rečeš, to je pa res, ne. Recimo to že sam, ne vem, jaz sem takrat en njegov seminar sem delal upravljanje s časom in on je sem takrat napisal noter, da vsi rabimo te distrakcije v življenju, ne vem, da si pokneš na kavč pa gledaš neko neumno serijo, ampak lahko imaš to 20 minut, 40 ali pa uro pa pol in tle si ti odgovoren in ti lahko si spremeniš, kakor ti želiš. In pa sem enkrat res sem pomislil, če jaz zdaj gledam 1 uro, namesto 2 uri pa pol ta film, koliko sem jaz isto spočit, ampak hkrati
motiviran, pa hkrati imam več energije. Mislim, tako, take neke zelo preproste stvari. Čisto preproste. Take, vse zato, ker ti si na Instagramu začela, lih to, te brain bites tvoje, hvala. ki so tako minuto, 2. Ja. In so take isto, no, to res priporočam, da si kdorkoli pogleda, no, ker so tako, Hvala. Mislim, tako medtem, ko ne vem, hodaš iz ene sobe do druge, res minutka. Ja. In so take poante, ne vem, zdaj, enega sem si zapomnil takrat na te vprašanja, ne, ki si jih postavljaš, zakaj jaz namesto kako, ne, neke trike, no, vse ne vem, lahko še enega poveš. Ja, veš kako, da gledalcem, v bistvu, ja, in poslušalcem, recimo, malo razloživa, zakaj se gre. Se pravi, psihologija vsakdanjega nastopanja, optimalnega delovanja, kaj v bistvu to sploh pomeni? To resnično pomeni, da človek ima kakor toliko malo zvišano zavedanje, da se sploh zaveda, kaj se dogaja znotraj človekove glave in telesa. Se pravi, da jaz znam prepoznati, ker si ti toliko zdaj lepo dal ta primer, gledanje televizije, da jaz znam prepoznati, tukaj sem pa res že 2 uri pa pol. Ok, zdaj, če je kakšen dober film, dajmo si duška, pogledamo vse. Ja. Zdaj, če je to pa res neka res brezvezna. Ali pa sam šaltaš, ali pa scrollaš na telefon. Recimo scrollanje. Ja, scrollanje je še boljši primer. Da se ti sploh v tistem trenutku znaš ujeti in da rečeš 30 minut res tako brezciljno scrollam. Ni treba, da še 30 minut. Ni treba, da še 30 minut. Mogoče bi raje šel zdaj se raztegniti, ali pa na sprehod v naravo. Ni treba, da greš delati. Ni treba, da greš delati. Mogoče nekaj, kar je za tvojo glavo in tvoje telo v tistem danem trenutku mehko bolj koristno, produktivno ali bolj zdravo. Zdaj, če si daš tudi duška, pa rečeš 30 minut scrollam, jaz včasih presežem tudi meni to paše. Ja. Res. Ampak se znamo jeti. In rečem, ok, Sara, imaš samo še 5 scrollov in jaz res štejem. 5, 4, 3, 2, 1. In ko je konc, ugasnem telefon in ga skrijem. Če kdo mene dobro pozna, jaz v bistvu sploh niti včasih ne vem, kje je moj telefon. Zato, ker ne maram telefonov. Pač ok, uporabljam Instagram, zato, ker se mi zdi fajn, da to šeram te neke svoje znanja in te trike, kot si rekel. Ampak tako, pač to neko zavedanje, da se jaz znam v takih trenutkih ujeti. In v bistvu, kaj zdaj delam s temi brain bitesi, to psihologijo čist na simpel način predstavljam svojim followerjem, da imajo tudi oni nekaj orodij v svojem toolboxu iz dneva v dan, ki jim pomagajo. Ali ohranjati neko produktivnost, iskati rešitve, regulirati svoj živčni sistem, o tem bom še postala. Mal razviti nek zdrav odnos do svojih misli. Ni da ni, se pravi, čist mehni, simpel psihološki oprijemi, ki ti pomagajo iz dneva v dan, jaz rečem, samo malo olajšati življenje. To se mi zdi tako fajn, ker vedno, ko to poslušaš, je nekaj zelo logičnega, ampak če še nisi nikoli pomislil, v tem vrvežu, ki hitiš čez dan, pač ne more vsak od nas razmišljati o tem in nove te tehnike iskati in jih brati in vse, in pokaj ti nekdo pove, in dojameš, to zelo internaliziraš na nek način. Upam, da. Ja, ker je to pa treba to tudi trenirati, zato da postane navada. Tako, ker ta moment, da ti skoči, ta moment moraš dobiti. Če lahko ti tam scrollaš, pa se naslednji dan spomniš, kjer sem scrollal, moram paziti, se največ ne pomaga. Se na tem temelji cela nevroznanost. In jaz recimo, ker seveda to je moj background, nevropsihologija, jaz vsako predavanje, ki ga imam na temo psihološke odpornosti, res pristopim iz vidika nevropsihologije, da vsak človek razume celo funkcijo možganov od zadaj, kaj se tukaj dogaja, kako si mi lahko ukrepimo psihološko odpornost iz dneva v dan in vse tako znanstveno recimo predstavljeno, pa ko gremo na te neke vsakdanje trike, toolse, je pa toliko simpel, da se prav včasih upravičam publiki in rečem, jaz se upravičujem, kaj je tako simpel. Jaz bi če bi hotela, ne bi mogla bolj zakomplicirati. In potem so vsi presenečeni, wow, to se gre v bistvu samo za neko tehniko dihanja, za uravnavanje svoje misli, za prepoznavanje, kje sem, kje je moj fokus, kam je odšla moja pozornost, za neko regulacijo čustev ali pa da izkoristiš čustev v svojo dobrobit. Čist simpel stvari. Ja, tako da moja naloga je res v Sloveniji zdaj ta, da to publiki predstavim na toliko praktičen način, da vsak reče,
to pa jaz lahko naredim. In če je to vprašanje, ta nek kako ali kaj, namesto zakaj, kaj tukaj pač, o čem se gre, ljudje v času nekih stisk, vedno večina, ne vedno, ampak rečejo, zakaj se to meni dogaja, zakaj sem zdaj taka, zakaj sem tako nesigurna. In v bistvu niso toliko zaveščeni in ne vejo, da vprašanje zakaj ne vodi do rešitev v tem primeru. Ker možgani rečejo, je zato ker staka pač. Ja. A ti mogoče naslikam še sliko ali pa te spomnim na vse neke pretekle dni, zakaj si taka. Novo naredil v življenju. Tako. Ampak če pa jaz rečem, kako naj si jaz zdaj pomagam, kako? Da sem jaz zdaj bolj sigurna, da sem bolj odločna, da sem bolj pomirjena. Kaj lahko jaz zdaj naredim, da si pomagam? Kaj lahko naredim, da najdem neko rešitev? Kako veliko bolj produktivna vprašanja, ker grejo podzavest na drug način potem, ne? Tako, podzavest gre takoj v iskanje nekih rešitev. Ja. In že sam, če rečeš, kje ne jaz zdaj najdem tole rešitev? Kje imam še prostor za napredek? Ne, tole meni zdaj ne gre. Zakaj zdaj to meni ne gre? Zakaj že 3 tedne se odlašam s pisanjem tega, rečeš, kaj lahko naredim, da bom začel, recimo, ne? Na ta način. Ja. Kje lahko začnem? Kje lahko jaz danes začnem? Kaj je moj prvi korak? Všeč mi je ta tvoja beseda trik drugače, ker, a veš, če pomisliš, je svet malo oblikovan, da te trika na drug način, ne? Recimo, ta scroll, ki sva rekla, ali drsanje zaslona, kako se reče po slovensko. Ja. Sem bral v knjigi, mislim, da je Stolen Focus knjiga, naslov. Wow. Ena super knjiga, ki tu citiram v svoji. In tam piše o tem, kako, če se spomniš, najbrž pa si se spomnil, včasih si pač scrollal in je bilo konc pač tega strani, in pa si imel page 2, si imel klikant, stran 2 na internetu. A je bilo tako? Ja, to je bilo, ko sem bil v srednji šoli, je bilo še... Ja, ne, ko so bile številke od spod. Ja, pa si dvojko kliknil, recimo, pa je šlo naprej na Facebooku, na kjerkoli. Ja, prav imaš. In pol so prav v Silicon Valley, seveda, so se spomnili tega, da v bistvu zakaj ne bi to sproti nalagali. Tako. Pol je ena zelo zanimiva zgodba, da ta človek, ki je to spomnil, je imel pol kar krizo iz vidika neke slabe vesti. In zdaj sodeluje pri enem projektu, ali pa je že nehal, v času pisanja tiste knjige piše, da je sodeloval pri projektu, ki je razvijal aplikacijo, ki bi omejil rabo teh algoritmov in socialnih omrežij. Tak je nek preboj, kot ta Oppenheimer, ki je naredil atomska bomba. Ki je na nek način atomska bomba. Pa šel do nekega zavedanja. Življenje te bo trikalo na ta način in pač mediji in vsi te, ki ti hoče nekaj prodati, ker tudi lepo piše prav v tej knjigi, da socialna omrežja niso zastonj, ampak plačaš s časom in z minutami. Oni gledajo zelo engagement. Oni gledajo, koliko časa si ti gor, ne? Kaj bo čim bolj tak utripajoče in ti bo držali pozornost za par sekund, da boš videl ede in to. So oni celi geniji, se oni strokovnjake... Pa se oni strokovnjake najamejo samo zato, da dobijo te klike, da dobijo to pozornost. Tako da mi zato moramo biti v današnjem svetu, jaz rečem, sploh tim mladim generacijam, še 10-krat bolj budni, vklopljeni, prisebni, da bomo znali uravnavati to svojo pozornost in se ujeti, ko nas res odpelje v neko neproduktivno smer. In danes imajo mladi res problem z uravnavanjem pozornosti. Res, jaz recimo vsak drug teden predavam na eni šoli in večina učiteljev se pritožuje, učiteljc, to, da ni fokusa. In meni je ful žal, meni je hudo, pač mi smo včasih, kaj pa jaz vem, smo nekako, mogoče še vse nismo imeli toliko distrakcij, pa smo znali se dlje časa osredotočiti ali pa saj reči, zdaj bom to naredil, pa se grem pa ven igrati. Jaz pa ti, ne vem, a si se igral kdaj, ko si bil otrok od zunaj. Imaš občutek, da je bilo tako? Ja, ni. Ker sicer jaz nisem imel, seveda ni bilo takrat telefonov, ne? Ampak jaz se spomnim, zelo živo izkušnjo imam, kako sem sedel v osnovni šoli, še pol v srednji, in kako je mene noter razganjal, kako sem si jaz želel nekam laufati, pa v glavi sem razmišljal o nekih robotih, ki sem bral o njih, takrat sem ful bral, veš, tako, recimo bi rekel, super, ni toliko za računalnikom, berem to, ampak jaz sem, da bi 45 minut poslušal učiteljico v kosu, pa sem imel dobre ocene pa vse. To verjamem. Meni se zdi, da otroci pač vse to veš, tudi kot mama, imajo ogromno energije, je pa tle ta dve stvari sta, po moje ena stvar je, da se tudi zihar smo bolj pozorni na to, koliko imajo fokusa, druga stvar pa, da enostavno te tablice in telefoni, kot sem rekel, so narejeni
za short attention span. Ne. Tako. Ampak se zato, ker so danes mladi res prilepljeni na to. Ja, in Ti tle nisi pa je pol imel, ta jaz pa problem. ti nisem Tako, imela to ja. pri 12 letih. Mislim, šuk video se začne, ko odpreš nek video na Instagramu Ja. in prvi tak piše watch until the end. Ja, Zakaj to piše? A Ja, veš, če me nekaj tako. zanima, seveda bom gledal, ne? Če me ne, zakaj pol gledam, ampak Tako. to je relevantno, ker folk odpre, če v 4 sekundah ni, zelo Ja. smešen, zelo zanimiv, zelo Ja. napet, naprej. ja. In pol pišejo, na koncu bo pogled do konca in to je meni tako kar malo strašljivo. No, v resnici. Strašljivo je, res je, in priznam, recimo, pač zato, ker sem jaz res noter v celotnem tem sistemu in zelo veliko šolam delam, pri mladih je to in še bo največji problem v šolstvu. In zato bomo mi mogli nekako, pač, res je en budističen monk, je tako enkrat dober je rekel, a so vaši starši vam kdaj rekli, no, mal se zber. Zber se mal, David, ajde, zdaj pa malo koncentracije. Ja. So rekli, a ne? Ok. In zdaj ti kot starš, verjetno kot tvoja mal večja, pa moj mal večji, bova tudi sigurno kdaj otroku rekla, no, mal se zber. In tako se pač, iz generacije v generacijo pač to prestavlja, ampak danes otroci, kot sem rekla, so skozi v modu distrakcije. Oni konstantno trenirajo to distrakcijo. In ni več toliko zelo prisotnosti, kot jo je bilo včasih, ker jih vleče konstantno pač na tisti iPad ali pa na telefon. Ja. In zdaj, najbolj zanimivo je to, da se še vedno tem otrokom še toliko bolj danes govori, malo se zber. Kje je zdaj ta fokus, kje je tu koncentracija? Ampak najbolj žalosten je to, ker noben pa fokusa in koncentracije ne uči. Ni to del šolskega sistema, ki bi rekel, ok, imamo tukaj problem. Kako zdaj mi to pač pomagamo otrokom pridobiti to sposobnost? Ti ne moreš pričakovati sposobnosti. Da ne boš ti malce zber, pa bo kar zbran. Ja, ko kar malce zber. To je kot tako, da jaz pa ti rečem, greva zdaj v fitness, pa ti rečem, no, da je bench. Malce nabildi, bum. Ja. Ne, no, da je dvigan tale 300-kilski bench. Ja. Ne boš mogel dvigati 300-kilski bench, ker nimaš te sposobnosti, ker je nisi treniral. In zato danes ne moramo pričakovati fokusa pri naših otrocih, ker nimajo te sposobnosti. In naloga je šolskega sistema, da nekako to začnemo uvajati kot neka vaja, ki se recimo da se izpelje na začetku šolske ure. Ja. In da se pripelje te otroke tukaj v nek zdaj. Fokus, v nek fokus. To je lahko minuto ali pa še manj. Minuto. Ja. Recimo moja naloga kot predavateljica je, da 1 uro, 2 ure, 3 ure, 6 ur držim fokus moje publike. Saj to je moja prva glavna naloga. Tako da, ali mogoče, veš, kaj so zdaj naredili v Skandinaviji? Zdaj, točno ne vem, kjer 1, 2, 3 države. V bistvu so ugotovili, da je fokus tudi tam zelo velik problem in so začeli več, to je zdaj tudi študija vam prišla, več odmorov vključiti v šolski dan. Se pravi, imajo 45 minut šolske ure, 15 minut odmora. 45 minut šolske ure, 15 minut odmora. Okay. In otroci v tistih 15 minutah grejo ven, se zjagajo, aj dež, aj sneg. To se mi zdi super ideja. In pridejo nazaj, vsi zbrihtani, pač razmigani in imajo spet 45 minut fokusa. Tako da obstajajo načini, kako lahko mir to recimo. Kaj je še problem? Ja. Ena stvar je v šoli to, kar si rekla, druga je pa tudi, kdaj recimo starši, kdaj otrok najbolj miren, fokusiran in kdaj imaš ti recimo na kosilu največ časa, da si z družino pogovarjaš, ko mu daš v roko nek iPad. To sem jaz veliko že videl v restauracijah. Veš, otrok bi laufal, bi raziskoval, bi imel kaj iz mize, mu daš pač tablico gor, risanka ali nekaj zaklikati in on bo recimo pol ure tih tam sedel, seveda, ker bo tisto mu bliskal. Ampak to se toliko spomnim, res, ker še nisem imela otroka, sva bila na medenih tednih na Mauriciusu in je bila ena družina zraven na večerji in sta prišla dva otroka in prva stvar, vsak dobil svoj iPad. In jaz sem bila cela zgrožena. Zdaj moram reči, da sem tako, veš, čutim neko sočutje do teh staršev, veš, hotela sta imeti mir. Razumem. Ampak res vidim pri svoji hčerki, koliko ona recimo uživa v knjigicah, pa v pobarvankah, dokler ne dobi neke risanke, neke kratke, se je pri 2 letih naj bilo 1 uro na dan, kar se meni zdi še vedno kar veliko za gledanje ekranov po NIJZ-ju. Ampak če pa dobi to, je pa pol, dokler malo ne pozab,
a veš, ni dost knjigica več. Ne? Ja, Takrat razumem. pa hoče tisto, ne? Ker Ja, seveda je seveda. več stimulacije, Ja, manj razmišljanja, seveda. vse. Ne? In to res mi je pol škoda, ker pa te isti starši mogoče kdaj rečejo, vse so krivi, ker jih niso naučili v šoli poslušati ali pa zber se, ampak distrakcija je pa ta tablica. To je zato, ker starši danes ne znajo biti prisotni. To je drugače. To je problem, v bistvu jaz, ki predavam, recimo, in ni važno, imam 20, imam 50, imam 200 ljudi pred sabo. In ko se mi pogovarjamo o prisotnosti, ki jih jaz res vprašam, kolikrat na dan se vprašate, kje sem? Kje pa sem? Tako je cela dvorana tih, po eni jokat začnejo. Wow. Eni jokat začnejo in si Ti si mislim, pa stroga na teh predavanjih. ne, nisem stroga, niti Ja, slučajno, sem se, sam pač mal, ne vem, malo čustveno, Ja. tudi jaz doživljam zdaj kot mami pač sploh to tematiko prisotnosti, zakaj jo jaz v bistvu zelo veliko o tem predavam, Ja. zato ker je, recimo, ko se pogovarjamo o stresu, kaj je to sploh stres? Stres je raztresen Kaj pomeni raztresen To pomeni, da je človek ali čist preveč, recimo, da se je projiciral v neko prihodnost, nad katero nima popolno nobene kontrole, poln dvomov, opravičil, izgovorov, skrbi, ali pa se je ujel v neki preteklosti in tuhta in obžaluje in podoživlja. Dalj, si od tega trenutka huje. Ne? Tako Ponavadi. je. Če človek res zna biti prisoten, tukaj in zdaj, ne občuti nekega velikega stresa. Zdaj, če je neko močno čustvo, je neprijetno, Ja. ampak še vsem, če si ti prisoten z jezo, žalostjo, če sem jaz res prisotna z žalostjo, kakor da ne počas nekako se pomiri. A ne? Se je Se to pravi- odrivanje čustev močnih, itak, to je tudi en članek, ki ga tudi v knjigi citiram, je pač stopnjevanje stresa. Ker Stopnjevanje stresa, tako. No, se pravi, a ne, ampak v bistvu se gre samo za to, koliko človek res zna biti prisoten. Ja. In tako se mi zdi, da zadnje čase ljudi v bistvu bežijo prav stran od sedanjega trenutka. Skozi bolj, zato ker predstavlja že to sedenje sam s sabo neko neudobje. Ja. In zato ljudje pač vlečejo ven telefone, zato ker ne vejo, kaj bi sami s sabo. A In veš, jaz da- jih pa tudi vprašam, a ne, v tem smislu, koliko vam je udobno biti sami s sabo? Kako je v tvoji družbi, David? V tvoji lastni družbi? Kako se imaš ti? Ti se imaš siguren, verjamem, da. Ej, Evo, da te vprašam, kako si ti, ko si sam? Zdaj bom zelo iskren. Ja. Jaz se zelo ukvarjam, to je čuječnost, to učiti, kar si zdaj lepo vse povzela. A ne? Vaja čuječnosti tudi to, da si večkrat na dan spontano pol ta aha moment, odletel sem, vrni se, vse to. Ne? Tako. In tudi, ko poslušaš nekoga, ko se pogovarjaš, da ne planiraš naprej 1 uro, kaj boš povedal, pa kaj boš delal. Ja. In jaz to zelo prakticiram in se velikokrat ujamem in na to zelo pazim. Bravo. Sem pa jaz človek, ki ima zelo rad napolnjen urnik. Pa ne bom rekel zelo rad, no, tudi mogoče ga rabim. Ja. Ampak tako, Ja. recimo, ko sem neki in ne vem, sem zmenjen za podcast, pa prijem 15 minut prej, Ja. ne bom sedel, ampak bom vzel računalnik, pa bom par mailov odpisal. Bom Okej. naredil eno istočnico za knjigo. No, to Bom nič ni nekaj. narobe s tem. Ja, Okej. sem pa eno stvar opazil, Ja. ker jaz pa hkrati zagovarjam to, koliko je fajn biti, da če si na sprehodu, če si kje, ne, Ja. samo prisoten, vohat, videti to. In jaz to me je pa hčerka naučila. No. High five, zdaj Ja. ti dajem petko. Zato, ker mene tu, če posebej, Res. zato, ker mene moj sin to A ne, prvič. da, to prisotnost Ja. brez, ker veš, ko si pa Ja. z otrokom, ki zdaj je Ja. stara 2 leti, pa še mal, zdaj je Ja. že tudi, da rečem, bolj zanimiva, ampak tam leto, pa 2 meseca. Ona pač tam je na tleh, ti moraš Ja. paziti, da se kaj ne zgodi, a ne, Ja. da se kam ne udar, in gleda in raziskuje in prime nek bagrček 3-krat isti. Ja. In nič se ne dogaja. Jaz sem imel kratko, veš, ta destimulacija, Ja. brez ekranov, brez mailov, brez Ja. to, brez ustvarjalnega procesa. Nič. In potem sem se kdaj ujel, da sem pač, ko je bila ona zraven, na telefon odpisal maile in potem sem se začel počutiti grozen. Sem rekel, tega pač ne bom delal. Ker ko sem šel zvečer spat in sem pomislil, kak lep dan, nisem pomislil na un mail, ki sem ga na tleh odpisal, Itak. ampak na njo, na njen Itak. von, na njen Ja. pogled. In Ja. In sem ugotovil, da je to tako dober trening, ker kdaj rečem, da sem jaz sam z minut 3 ure, ni Ester niti, da se pogovarjava, Ja. ne prije babica in bom pač z njo zunaj
in bova mogoče se samo googala, mogoče bo ona na to mogano, pa bom jaz pač sedel na klopci, ne bom vzel ven telefona, ker te ima tudi takoj opas, bova račke gledala, ne bova račke gledala. Ja. In to me je pretresel, da sem nekdo, ki se ukvarja s človečnostjo in zagovarja ta, veš, prisotnost, da mi je kratko, malo sem živčen zato, zdaj pa pač bomo že kaj počeli, ne? Kaj bo zdaj ta bagerček tle, ne? A se bo kaj zgodil? In sem takrat ugotovil, super, da me ona uči te destimulacije, ker ko pa imam te 2 uri, 3 z njo, je pa kot da bi neko meditacijo opravil. In tudi, če grem pol pisati, mi teče bolj. Kakšen life lesson. Ja, res, ja. Največji life lesson je imeti svojega otročka. Ja. Res, v tem smislu prisotnosti. A veš zakaj? Zato, ker vidiš, kako je to bitje, ker to sva mi 2 enkrat tudi že bila, taka mehna, ne vem, tega toddlerja, ker vidiš, kako čist po naravi, spontano je to že nek natur dar, da smo kot bitja točno tukaj, ne? Točno tukaj. Ker za mehnega otroka ne obstaja noben trenutek razen tukaj in zdaj. In ona ne ve, kdaj kosil. In ona ne ve, zato da deluje tista, veš, pojej zdaj pa boš pol piškot. Kaj je to pol? Rekel si piškot. Nima, a veš. To ne gre, to pogajanje ne gre z njo, ne? A veš, zdaj pa meni je ful tako stisnilo, ker sva zlagala Lego kocke in včasih to na svojem predavanju tudi povem. Takole sva bila en zraven drugega, zlagava te v neko hišo, sestavljava in jaz sestavljam, jaz sem tam, jaz sem fizično tam. On se pa k meni obrne pa mi reče, mami, kje si? Res? Wow. Jaz go, oh my God, tukaj sem, ljubezen moja. Tukaj že zlagam, tukaj sem. In tega trenutka v lifeu nam pozabila. Zato, ker res nisem bila tam. Zato, ker sem bila s svojimi mislimi čisto nikje druge. In recimo, ko vidim Maksija svojega, to res mene prvap me v njegovo prisotnost. Ampak veš, kaj se zgodi? Mi imamo skozi nek agenda, tako in our head, skozi je nek plan, kaj je vse za narediti. In v bistvu jaz včasih, ko ga pridemo iskati v vrtec, zakaj to razlagam, ful se mi zdi pomembno, da nekdo, ki ima tudi mehnega otročka, da reče, ok, obstaja možnost, da sem tudi jaz prisotna s tistim, kar je. Ker včasih je lahko meditacija 2 ure, včasih je pa to neka sitnoba, jeza, vsaj pri meni, neko trmarjenje. Terrible twos, se reče. Ja, to terrible twos pri nam res velja. No, in je lahko vse sorte ti dobiš. In če ti nisi prisoten s tistim, kar je, in temu mi rečemo v psihologiji tako, you're in resistance, da ti v bistvu, kako bi temu rekla, da si odrivaš to izkušnjo, ne? Odrivaš tisto realnost, ki trenutno je. In ki je ne moš na silo spremeniti. Ne moš na silo spremeniti, v bistvu si kreiraš še večji kaos. In jaz recimo, ko ga pridem v vrtec iskat, in mogoče je on ful razpoložen, sam jaz imam plan. Zdaj greva lekarna, pa greva trgovina, če zdaj treba sem, ne tja v tisto smer, v to smer. Pa se vstav nek listek na tleh najde, ne možete tega gledati, hodi. Hodi, gremo, zato ker imaš ti svoj nek plan, moj gleda 3 ure tam bager in sem se, oh my God, let's go. In potem sem bila parkrat v tej situaciji in sem rekla, ok, kaj je zdaj moja naloga? Moja naloga je, da sem tukaj s tem, kar je. In če va 3 ure bagerja gledala, bom pa 3 ure gledala bager. Lekarna lahko počaka. In bolj, ko sem jaz prisotna s tem, kar je, meni je lažje. Ja, absolutno. On v bistvu ne čuti moje neke živčnosti, on je še naprej sproščen. Tudi recimo, če pa on trmar, pa da jaz tudi to ne sprejemam zdaj, zato ker zdaj hoče imeti mir in tišino, je še hujša trma. Če se jaz znam prizemljiti, umiriti, svoj živčni sistem pomiriti, malo zadihati, se on takoj umiri. Tako da to je, ampak ta fokus, ta prisotnost, na srečo ti sam še to povem, sem še vse imela kot športnica, veš. To sem te hotel vprašati, a si ti ta znanja in to vrstno podporo imela, ko si plavanje trenirala že? Podporo zdaj v tem ali od trenerjev, ali od psihologov kakšnih. Mi smo takrat delali, ko sem bila stara 14 let, tehnike sproščanja, se je temu rekli. To so neke tehnike sproščanja, recimo, da ti delaš ta body scan in sproščaš napetost v mišicah, strinjam se s tem, je to, ampak sproščanje je posledica treninga zavedanja. Se pravi, jaz, ko sem prisotna tukaj in zdaj, svojo pozornostjo v telesu ali pa jo nekako preusmerjam po telesu. To je trening zavedanja
ki mi pomaga posledično, da sprostim svoj in telo. Jaz ne vem, ta tehnika sproščanja, ne maram tega izraza. To je nek trening zavedanja. Ker ni samo sproščanje, se mi zdi. Ni samo sproščanje. Pač undersell je to. Tako. No, in recimo, jaz takrat nisem vedela, kaj vse delam, ko sem meditirala kot 14-letna punca. Hvala Bogu sem jaz vedno roko gor dvigalna, ko so rekli, a gre psihologinja z nami. Sem rekla, ja, ampak noben drug v reprezentanci ni dvignil roke gor. Tako da večkrat ni šla z nami, ampak jaz sem imela te njene CD-je. Ampak kaj sem hotela povedati? Ja, pač imela sem nek ta proces, ampak ni bilo to neko urjenje uma, kakor ga danes poznam. Jaz pa ga danes recimo učim svoje performerje. Še vseeno, kot športnica, sem pa imela ta privilegij, da sem res razumela, čisto vsak dan. Sploh v tistih ključnih momentih, recimo olimpijske igre. Da res ne obstaja noben drug trenutek razen tukaj in zdaj. A bi to, ali še rečejo flow? A je to flow? Ja, v flow, ja, jaz moram reči, sem se dala, večkrat sem bila v flowu, ampak ta flow, jaz v svoji karieri priznam, da sem ga kreirala. Se pravi, to je neka posledica neke rutine, nekih mentalnih vaj, dihanja, samogovora, ki me je pripravila, da ko sem vizualizacije, tako sem prišla na štart, da sem se predala. In potem je res to ta nek flow. Ampak najlepše je to doživeti v športu, ker rečeš, če je moja misel sam ena, mal preveč v prihodnosti, da mene skrbi, bo medalja, nav medalja. Ja. Kaj bo za večerjo? Karkoli. Se meni zakrč ena mišica na obrazu. Ja. In ker se meni zakrč ta ena mišica na obrazu, jaz več ne morem tako sproščeno dihati v vodi. In zaradi te zakrčnene mišice jaz plavam 3 stotinke počasnejš. In na olimpijskih igrah 3 stotinke počasnejš pomeni ni olimpijske medalje. Tako da te šport nekako... Ampak to znanje bi bilo meni skoraj stresno, da bi si rekel, če pride ena misel, bom zgubil medaljo. Se znaš uravnavati. Mislim, pride pa lahko gre. Odvisno, če se ti prelep na glavo. Ja. Če se ti prelep na glavo, je konc zgodbe. Ja. Jaz nisem rekla, a ne. Vse ne moš na silo držati od misli stran, to kot smo prej rekli. Tako da uravnavanje tega, kaj pride, je ful pomembno. Zato, ker moja naloga je, da uravnavam ta svet znotraj sebe in to je edina stvar, nad katero imam kontrolo. Kje je moja pozornost, kaj se dogaja s telesom, a mal pomirjam ta živčen, to bitje srca, ki je res močno, a imam aktiviran telo, ampak še vseeno sproščen. Moja edina naloga je, da uravnavam svoj notranji svet. In ena od teh stvari je fokus. In če znam uravnavati svojo pozornost, rečem, evo te, spet sem malo odplavala preveč v preteklost, ker sem se zasikirala, da se nisem dobro ugrela. Ja, razumem. Rečem, nisem stara tam, jaz sem zdaj tukaj. Prav, ti si pol ta fokus, recimo, preden skočiš v vodo, ga nekako prizemljiš in pol znaš držati tudi med samim. Veš, kako nam rekla, si znam držati, v bistvu je to taka rutina in tak del performanca, da znotraj performanca ne smeš razmišljati. Ja, seveda, ja. Ti v bistvu... Ti nisi leva roka, desna roka. Ne, tako. Čak, kako zdaj že diham? V to smer. Ne, potem se v bistvu, važno je, da je fokus ti zadnji trenutek, preden recimo pri nam zažvižgne štarter, da skočimo v vodo. Potem pa, kaj se zgodi v vodi, to telo prevzame, to je nek intelligence znotraj telesa, ki ti že veš, kaj moraš oddelati. Važno je samo, da se prepustiš. To je ful pomembno pri športu. Ja, ne, absolutno. Jaz sem tekmoval v Sabljani, sem treniral, nisem bil na olimpijskih, ampak smo veliko tekmovali. To pa nisem vedela, 10 let sem treniral. Wow. In zato sem te vprašal, ker meni ta flow, mi nismo imeli neke tako, bi rekel, psihološke podpore in to, in meni je to prišlo tako avtomatsko, da sem prav malo tako odvisen postal od unga občutka, ki ga nisem poznal takrat, če nisem meditiral v življenju, da si toliko prevzeti samo z eno stvarjo, ker Sabljanje je na refleksih. In to, kar si rekel, če jaz razmišljam, se bom branil, ko bo on napadel, sploh ni možno. Ti moraš tvoje oko videti, še prej ti zaznaš, ko se opečeš, pa umakneš. In ti takoj braniš. In
takrat, velikokrat se mi je to zgodilo, da prej sem bil tako, kar si rekla, a bo medalja, kaj če ne, koliko bo točk, kje bo tam, kdo je tu, če zmagam tega, kjer je naslednji, ne ful dober, ker tam imaš 1 na 1. Ampak v trenutku, ko sva pa začela, ko si pa ti videl nasprotnega, gre proti tebi, pa sem trenil še jiu-jitsu, tam je malo drugače, tam je tudi čuječnost, ampak tam pa je malo razmišljanja, kako si, kje imaš težišče, kako se boš obrnil in tako. Seveda. Ampak tle v Soblanju je bilo pa tist, prav, ko si pa dol čelado prešvican, zadihan in si bil tako, kot da bi meditiral, res. Pa spet nazaj te misli, ker nisem bil treniran, sem pa tako, zmaga, kdo je naslednji, kaj bo naslednji, kaj bom jedel. Sej to je čisto normalno. Sej to je sestavni del vsega tega. Sej brez tega pač tudi ne gre. Naša naloga je, da samo znamo uravnavati vse tisto, kar pride pač do našega nekega zavedanja. Ker če to ne znaš uravnavati, je velik problem, zato ker te potem te misli resnično lahko ugrabijo. Pač ugrabijo te, totalno, ko enega talca te ugrabijo in te vodijo lahko v neko zelo neproduktivno smer. In če se ti tega ne zavedaš, ne moreš spremeniti način razmišljanja, ne moreš uravnavati svojo pozornost. Jaz recimo pred štartom, če se ne zavedam, kako plitko diham ali pa zadržujem sapo, če jaz tega ne prepoznam, jaz tega ne morem spremeniti. Zato je zavedanje, trening zavedanja toliko pomemben. Zato, da jaz to prepoznam, sploh v ključnih trenutkih, ko stres tako močno ugrabi naše možgane in telo. Ker je seveda v tem mehanizmu preživetja, edina naloga naših možganov je, da nas brani in ščiti od neudobja in avtomatično, instinktno se aktivira beg, boj ali utrplost. Hvala Bogu, da se rabiš ta adrenalin. Samo zdaj, do kere mere, to se pa ti odločaš. In če je to prevelika anksioznost, takoj se zakrči ena mišica, takoj spremeni način dihanja. Neka močna čustev te ugrab, misli, polne skrbi in dvomov. Ali pa misel o tem, jaz recimo plavam, kaj se lahko zgodi. Oh my god, tale ful hiter začela. A sem jaz prepočas začela? Sej ni tako, sej ti greš lahko v ta flow, ampak ti se moraš prepustiti temu flowu. Pol sekunde prije ta misel in ti... Pol sekunde, oh my god, a sem jaz malo prepočasna. In recimo, jaz sem v Pekingu na 200 kravl prvih 50 začela 7. Pa sem na 100 obrnila 5, pa 3, pa sem bila prav druga. In jaz če bi razmišljala, oh my god, to je lahko ena misel. In če se je ne zavedaš, da preusmeriš fokus nazaj na svojo taktiko, na svoj plan, na tehniko, je konec zgodbe. Tako da, zakaj sem jaz tu tak velik pristaš in tako zagovarjam čuječnost, ker brez tega ni lepih odnosov, ni performanca, če se zdaj pogovarjamo o performancu, ni učinkovitega performanca, ni življenja nasploh. Tudi odnosov, to, kar si rekla. Odnosov. Koliko je lepo, če te če te en čuječ človek posluša, ker imamo vsi, po moje obe izkušnje. Jaz se spomnim moje babice, ki je bila ena mojih najljubših oseb, zdaj je žal že pokojna. Kako je ona, karkoli sem jaz govoril, ali neki spit na fakulteti, ali pa nekaj banalnega, ne vem, zjutraj sem jedel pršut, kako je ona mene poslušala. Tako, prvo imel sem občutek, da vsaka črka ji gre do srca v sekundi. Imamo pa vsi tudi občutek, izkušnja tiste, komu kaj govoriš, pa ker malo gleda stran, pa je tako, ali pa so telefon neki na hiter, vse sam na hiter, neki poklika, ali pa poveš do konca in je nek generičen odgovor, in pol preusmer pozornost, ker veš, da je bolj čisto vse, tudi če bi bil tih. In ta čuječ človek, ki posluša, in spet to ne pomeni, da si vedno prisoten in te nikoli ne odnese, to kot si rekla, ker kdaj če jaz meditiram, pa me še vedno misli lovijo. Hvala Bogu. Sam ta klik, da rečeš, namesto da si 3-krat na dan rečeš, odnesel me, si rečeš 40-krat. Tako. In si med plavanjem, kjerkoli, odnesel, pridem nazaj. Fokus nazaj. Tako. In to je ta trening. Ja, in to je trening. Zato, ker ljudje mislijo, zdaj pa jaz moram imeti nek zen, budističen ki bo brez misli. To je, je narejen, da razmišlja, tako kot je srce narejen, da bije. Ne moreš zdaj pričakovati, da v srce nehal biti. Ne bo nehal razmišljati. Hvala Bogu, da razmišljamo, imamo fantastične ideje. Včasih v prihodnosti planiramo, se spominjamo preteklosti, se učimo od napak. Ampak takrat, ko preplavi stres, gre pa to razmišljanje
pač res podivjano, temu rečemo, gre v overdrive, podivja in potem je tvoja naloga samo, da rečeš, lej, kam sem šla, pridem nazaj. In tukaj noter dviguješ utež. To je tisti trening. Prepoznam, pridem nazaj. Prepoznam, spet preusmerim nazaj. A ne? In recimo, tudi ko nekdo posluša, kaj bi jaz dala, da bi več ljudi na svetu se učili te sposobnosti čuječega poslušanja. To lahko testiraš doma, nekomu rečeš, veš, nisem v redu. Ne vem, karkoli reč. Nekomu prideš pa se zaupaš, da nisi okej. Veš kaj, danes mi je pa res zmotil, to sem imela težek dan. Veš kaj večina ljudi reče nazaj? Ti si imel težek dan. A veš, kakšen dan sem jaz imela? Ja, ta preusmeritev. Ja. Se pravi, kje je zdaj logika? Kdo je zdaj na vrst? Ja, to Mislim je. tako, kdo je zdaj na vrst? Jaz sem pa šla To zaupati, primerjanje, da sem imela težek dan, recimo kot nek, to tudi jaz ful o tem predavam. Čuječ poslušalec reče, res, da mi malo več povej, tukaj sem zate. A je kakršen koli način, da ti jaz pomagam? A ne? Ta preusmeritev, tudi pa to pri otrocih, meni je to grozno, ko se to dela. A veš, če ti reče, ne vem, joj, ne vem, samo 3 so prišli na moj rojsten dan. Veš kaj, kaj si ti sekiraš, lej, pa niti kolesa nima, ti imaš pa to klepga. Veš, kada tvoja stiska ne sme biti, ker pač obstaja, ne vem, Sirija, pa je vojna. Tako. In to naša naloga kot starši, se mi zdi ena najbolj glavnih, da znamo to čustveno inteligenco tudi razvijati pri majhnih otročkih, ker oni doživljajo vsa čustva zelo močno in vse je čisto v redu. Noben se ne zmišljuje, otrok se pač ne zmišljuje, ima neko burno čustveno reakcijo. Ja, tako. Zdaj, pa je vsak misel, to je nek ta permissive parenting, zdaj bom jaz. Da te bo izsiljeval. Zdaj te bo šele izsiljeval. Kada zna pred 2 leti. Kada ima kognitivno kapaciteto, pa razvit prefrontalni korteks, da bo on zdaj sklepal, kako te bo bolj prinesel. On ima celo teorijo v glavi. Celo teorijo ima. Ne, ampak da rečeš, vidim, hudo ti je. Ful je pomemben, torej tudi ta acknowledgement of emotions, da rečeš, ne da sočustvuješ, kako se reče, you acknowledge. Tako, da vidim, da se ti to dogaja. Tako, vidiš, sprejmeš, rečeš, vidim, da ti hudo. Ni dober občutek, a ne? Sej tudi meni žal, da jih ni več prišlo. Lahko potolažeš, pa rečeš, verjamem, da naslednjič pač bo več otrok prišlo, ampak da nujno rečeš, vidim, nisi v redu. Ja. To je to en pomembno. super primer, sem ga prebral o pilotu. Recimo, da si predstavljaš, da si na avionu in je grozna turbulenca, vse trese in pa pilot lahko 3 stvari reče. Lahko se prežge tisto, pa on reče, kaj se sekirate, sploh ni turbulence. To je tisto, kaj pa vse je prišlo veliko otrok, kaj se ti, ne? Tvoje stiske ni, ne? Druga je, da prežge pa tako, res je turbulenca, kva bo zdaj, ne, noben ni prišel, kar neki. Ali pa reče, je turbulenca, ampak jaz imam še vedno pod kontrolo vse. Tako, sem tukaj zate, še vedno vozim, čutim, da te je strah, razumem, ampak sem še vedno tle. Bravo. In pol vsak zase kot starš lahko pomisli, kaj bi njemu bilo prijetno, da ta pilot reče, in pol zakaj bi do svojih otrok delal drugače. To je fantastična primerjava. To je en Instagram profil staršev, pa ne vem kater. Bom ga poiskal, pa bom dal dol v link. A vidiš, če se ti daš recimo se pravi, pilotska kabina pa avion, vajda je logično, da je to rekel pilot. Zdaj trenutno ne bo udobno, recimo čaka nas huda turbulenca. Vse v svetu športa isto, veš. Recimo, trener, če je dober trener, reče, recimo, če je naporen, težek trening, temu rečemo res kot confront reality, pač da se sooča z realnostjo in rečeš, danes nas čaka zelo naporen trening. Nič hudega, jaz verjamem, da imate vi vso kapaciteto, da boste to zdržali. Ne pa, a veš, najhujše je, nehajte se sami sebe smiliti, tole je čisto lahko. Tako ne boste nikoli. A ne to? Ali pa da rečeš, ali pa kot trener seveda ne moreš reči, moj bog, kako je tole težko, nobena vzdržal. Ampak, se pravi, nek vodja reče, tole je trenutna situacija, neudobna je. Vsi se bomo soočali z različnimi stiskami. Eden bo popustil že po 100 metrih, en pa po 600. Ampak glejte, temu rečemo, a veš, malo uporabljam te angleške besede, ampak vedno se te prvo od teh spomnim. Temu rečemo flagging the minefield. Da daš zastavice na te bombice in to recimo moj oče kot inštruktor, on zdaj dela, on je examiner Boeinga in inštruira pilote. In recimo, ko pride pilot, ko smo pri pilotih, tudi recimo v simulator,
Vsakmu pilotu se reče, ja, danes bo naporna vaja, čakate to in to. Ampak, glej, verjamem v tvoje sposobnosti, vem, da boš zmogel in sam to, da veš, piloti v Singapurju, Avstraliji, v Kanadi in na Japonskem vsi delajo tukaj napake, tukaj gre lahko kdaj kaj narobe, tukaj se zna zgoditi, da boš zgubil fokus, nič hudega. Verjamem, da ti znaš ta fokus preusmeriti, naredili bomo tako okolje, kjer bo tvoj performance lahko kolikor toliko optimalen. In v svetu kakršnega koli performanca je to recimo edini način, kako ti nekoga pripraviš za optimalen nastop. Se pravi, soočaš se z neko realnostjo, rečeš, ja, hudo bo, a ne, tudi pač ta acknowledging. Zato, ker potem pojď kar nekaj, ok, če pa ti slišiš od trenerja, realno, če pa ti slišiš, nehaj se sam sebi smiliti, si misliš, ti sploh veš res, kako je tole težko. To je ful važno. Ful je pomembno. Tony Robbins sem omenil že. V enem njegovem podcastu se mi zdi, ali enem audiobooku mi je dal primer enega, mislim, da je bil nek nogometni trener, ki je prišel do njega in je rekel, moji te pač igralci so res čisto brez motivacije, zmeri slabše trenirajo, ne dajo več srca v igro, in jaz pač jih probam spodbujati in karkoli rečem, nič ne deluje. Ne? In on je rekel, dobro, kaj pa si jim rekel? Ne? Ja. In on je rekel, lani smo imeli mi slabo sezono in sem jim jaz rekel, lejte, to kot ste vi igrali, smo na 60% tega, kar moramo doseči. In je ta Tony Robbins rekel, dobro, ampak a ti veš, da so oni lani najbrž pač probali vse, kar so lahko. Ne? Oni so se zgnali, oni so res probali, in oni zagotovo vejo, da mogoče lahko dajo 4, 5, 6% več, ampak še enkrat toliko, oni so pač se predali. Ne? Ko je on rekel, mi nismo niti, smo malo čez pol, ne? Nismo niti 90%, so oni rekli, pa vseeno, a veš, kaj bom zdaj se smatral? Jaz sem se skoraj ubil, če bi on rekel, manjka nam 3-4%, a veš, sam še malo. On je pa kao šel na tisne, zdaj jih bom motiviral s tem, da smo mi toliko slabi, in jih je zgubil čist. Ne? In mu je rekel, ti si njih sesul. Oni vejo, da ne morejo povečati za 40%, nikjer ne morejo potegniti toliko energije, zato si jim dal pač nerealne cilje. In tudi pa zagotovo niso bili toliko slabi, a ne, da bi edini v ligi bili 60%. In veš, kaj lahko 2%, se ena stotinka, 2 naredita. In te besede in ta pričakovanja, kako boš enemu, ki res dal noter, rekel, ti si na pol, pa bo valjda on rekel, pa grem kaj drugega delati. Ne? Ja, kako so te besede pomembne. In zato morajo biti ljudje res ozaveščeni, vsi, na kakšen način komunicirajo. Ker to vstane, to ljudje si zapomnijo. Vsak od nas si zapomnil vsak komentar. Nek tak človek, ki ga spoštuješ. Vsak otrok v šoli si zapomnil komentar vsake učiteljice, ki mu je rekla, ti jih bod, ti se ne oglašaj. Ti nisi toliko za pisanje, si pa za... Nisi toliko za matematiko, niso vsi. Ne? In pol on še 10 let lahko misli, da mu ne gre. To sem tudi bral eno zgodbo. Tako, in a veš, otroci, ki so pa mehni do 6. leta, recimo, so pa v tem možganskem stanju, se pravi, da imajo možganski valovi so v teta stanju, kar pa pomeni, da je otrok v hipnotičnem trans stanju. On ni buden, on se ne zaveda tako, kar jaz pa ti. Do 2. leta smo sploh v delta stanju, to je čisto neko tako, kakor na pol spanje. Ampak zakaj so v podzavestnem stanju do 6. leta? Samo zato, da downloadajo informacije iz okolja. In vsako prepričanje, kako otrok sliši, zakaj zdaj omenjam, ker so se pač v starševstvu že na začetku pogovarjala, ampak vsako prepričanje, ki ga otrok sliši, o svetu, o tem, kaj je ljubezen, o denarju, o tem, kaj je mogoče, kaj ni mogoče, kdo je on, kdo je ona. Otrok samo zdownloada v podzavest in ta prepričanja ostanejo z nami celo življenje. In seveda, dobro, pa tudi trenerji, učitelji, cela naša okolica vpliva na to, kakšno mi razvijamo samopodobo, a ne. Zdaj, še vedno jaz zagovarjam to neko notranjo motivacijo, ampak včasih rabiš vodjo, mentorja, učitelja, profesorja, trenerja, ki te zna malo usmerjati, ki zna izbirati besede, ki te pomagajo ali rešiti ven iz neke hude situacije, ali pa sam reči, ajde. Jaz rečem, recimo, imam 300 učiteljic pred sabo, pa rečem, koliko vam bi bilo težko, ko pride otrok pred tablo, samo reči temu otroku, zdaj pa enkrat globoko diham, zato da reguliraš svoj živčni sistem,
ker ko se stabilizira telo, se zbistri glava, pa da rečeš, veš kaj, jaz ful verjamem vate. Lej, mi vsi navijamo zate, cel razred. Pa sam to, da veš, tole te bom sam sprašala, par vprašanj o zgodovini, nič hudega. Če nič ne boš vedel, se boš pa naslednjič naučil. Verjamem pa, da boš vsaj nekaj vedel. In tole je proces učenja in vsi smo tukaj, da se vsak dan učimo o svetu, o tem, kaj nas zanima, kaj nas ne. Ja. To naredi noro spremembo. Ja. Da ustvariš neko varno okolje. Ker jaz bi zdaj okolje. odgovarjal, toliko si me o zgodovini, če si me sprostila. Varno okolje, da rečeš otrokom, ko pridejo na bazen, veš, kaj bomo pa danes delali, danes bomo pa cel dan igrali. Dej, da vidim, ne zdaj, a veš, ful nekaj to rezultatsko, a bo 5, a bo, ne vem, a bo 30 sekund, rečeš, dajmo biti telih 50 metrov čim bolj igrivi. Ja. Dej, da vidim, kako lahko ti svojo domišljijo se predstavljaš, da ne vem, ko plavaš hrbtno, da imaš netopirske rokave, pač te krila. Mal igro narediš. Mal igro in rečeš, ok, imaš krila, vlečeš vodo, gosta je voda, kanutela je gosta. Dajmo videti, koliko je gosta tale voda zdaj. Mal take, mislim, jaz vidim to kot mamica, kakšno imam odgovornost pri uporabi pač teh mojih besed vsak dan. In lahko rečem, skozi nekaj tečnaram. Da naš to polužo, spet boš mokar, spet boš to, da naš to naredil, da naš poliv, da naš to. Rečem, mi da sta zdaj Supermana in Supermani znajo leteti okoli luže. In potem si predstavlja, da je Superman presežen, da ne sto polužo. To je lahko na veliko takih načinov. Milijon načinov. In potem ti kozarc, ki ga odloži, oh my god, do sekunde tiste, do milimetra, da si že mislim, da se bo polilo vse. Rečem, dihaj, ok, dihaj. Pa pridem tja, pa rečem, veš, kozarc se da mehen bolj na sredino mize, zato da ostane na varnem. Jaz se lahko odločam v stotinki, kako bom reagirala. A spet zdal na rob, spet se bo polil, ti štor neroden. Se pravi, ta uporaba besed. Pa tudi preusmeritev pozornosti, recimo, mi smo imeli en čas, ko se res ni hotela zjutraj obleči iz pižame, ne? In pol na mestu, zdaj pa dost, ne, zdaj pa te bom jaz prisilil, oči ima prav, ti pa ne. Sva šli v to, kakšen zvok bo naredila majčka, ne, ko se boš oblekla. Pa si tam, ko je en idiot, pa tam med tem, ko oblačeš. Ampak a še zanimajo. In pol se zjutraj, kakšen zvok, ne, in ta preusmeritev obrneš na podoben način, se mi gre, da nategniti te artificial intelligence, kdaj. En zanimiv objavo sem videl na internetu, ki je en napisal ta chatbot, chatbotu, pač umetni inteligenci, katere so spletne strani za download torrente. In je on odpisal, tega ti ne morem povedati, zato ker je to ilegalno in tega pač se ne sme delati v tej državi, kjer si ti. In pa je ta odpisal, ojoj, hvala, da si mi povedal, kje pa so te strani, da se jim bom znal izogniti. In on mu je povedal, no to so te strani. In mu je naštel cel lep seznamček. Čisto na tak neumen način, to voliš, da umetna inteligenca, kdaj je dosti butasta. Glede plavanja, pa sam to, ki si zdaj že večkrat omenila, sem si pa pravil en citat, ki sem ga najdel od enega komika, Demetri Martin, pa mi je to dober, napisal, plavanje je čuden šport, ker včasih plavaš za dušo, drugič zato, da ne bi umrl. Pri meni kdaj ni čisto jasno, zakaj od tega gre. Se mi zdi tako dobra fora. Koliko dober, to pa še nisem lahko pa sam probaš preživeti, lahko pa tekmuješ. Ampak to res. Se imaš ful dober. To je pa čist res. Se mi v plavalci vsak dan probamo v trening preživeti, veš? Aha, no to recimo. To je tako, da je kar nekaj realnosti v tem. Preživeti v smislu, veš zakaj? Zato, ker ti kot plavalec lebdiš na vodi in ne moreš sred serije noge dati na tla, pa reči, zdaj pa jaz malo počil. In v bistvu ohranjati svoje telo v lebdečem položaju, med tem, ko je tako močna fizična bolečina po celem telesu, da rok ne moreš ven dvigovati, kaj šele brcati, kaj šele dihati. Kako peče, ko se laktat nabije na polno, je res a matter of survival. No, vidiš, pol pri tebi tudi, da ni čisto jasno, katero od teh dveh se dogaja za dušo ali za preživetje. Veš, kaj bi še malo šel na tole? Pri tebi sem zaznal ta mental resilience. Jaz ne vem, to spet angliška, jaz ne vem, kako bi to prevedel. Kaj je to v bistvu? Pa se da to zmeriti? Ja, dobro vprašanje. Zdaj, jaz sem to prevedla, pač glede na to, kako sem researchala in kako sem najbolj prevedel, je to res neka psihološka odpornost, neka trdnost. Kako človek zna v neki dani situaciji tudi mogoče že predvidevati stres,
se čim bolj učinkovito z njim soočati in tudi od stresne situacije čim hitreje okrevati. To so te 3 procesi. Anticipacija stresnega trenutka, bolj ko si čuječ, bolj ko si buden, oklopljen, večjo imaš sposobnost predvidevanja. Seveda, to že neko uravnavanje psihičnega in fizičnega stresa je izredno pomembno. Se pravi, ko se stres dogaja, na kakšen način ga dojemam, kako si ga razlagam, kako reguliram svoje misli, čustva in fizično reakcijo znotraj telesa. In bolj ko si čuječ, bolj ko si buden, bolj ko si vklopljen, večjo imaš sposobnost prepoznavanja teh sprememb. In ker imaš, in kakor so se pogovarjala, ko imaš to sposobnost prepoznavanja, rečeš, ok, hitro mi bije srce. Pač to sem zdaj prepoznala, da mi noro hitro bije srce. Vklopljena sem, budna, vidim, kaj se dogaja. Rečem, ok, bom malo globje dihala, zato da bom malo pomirila srčni utrip. Se pravi, to soočanje s stresom, bolj ko si buden, lažje se odzivaš na tisto, kar se ti dogaja. Ker ena stvar je instinktna reakcija na stres, drug je pa ta neka čuječa odzivnost. Namest mindless reaction rečemo, da je mindful response. To mi je ful všeč. Tisti, ki razumete angliški. No, tako da, ja, večina vas. No, potem pa je pa še ta hitro okrevanje od stresne situacije. To je pa ta bounce back. Ko grem lahko jaz hitro nazaj v nek ta balance, psihološki in fizični, da se v nekem danem trenutku čim boljš počutim, ne glede na to, kakšno neudobje se je pojavilo. To je tako važno tudi pri naši službi, ko si dežuren, ko imaš eno urgenco, ampak po tej urgenci imaš še 6 ur ali pa 12 ur dela. In ne moreš ti tam se vse pa, kako je bilo to, gremo, ne vem, grem se malo lež, grem malo na sprehod, ker si pač tam in so te vrgli v to. In to je, kaj je zanimivo, to, kar zdaj govoriš, sklepam, da se da to strenirati. Če ne največ, in zmert. To te bom zdaj vprašal, kako. Zato, ker to, kar si rekla, da otroci jemljajo do 6 let iz okolja in pol razvijajo neke vzorce, se mi zdi, da iz tle pridejo prepričanja o določenih stvarih, ki se jih da natrenirati, ampak pol ljudje celo življenje mislimo, da so danosti. Pa ti en reče, jaz sem živčen, ko nastopam. Jaz sem tak človek, nekdo se je rodil, ki ni, jaz pa sem. Pa v bistvu to bomo mogoče rekli, pa je res so rekli tam v pevskem zboru, pa ne boš ti, ki si živčen mal na odru, eni pač so. Ampak to, da se da naučiti, da mi je Nik Škrlec, ki sem imel z njim igralec, koliko je fajn. Podcast rekel, da ima on tremo, preden gre na oder. Jaz tudi? A veš, in a veš, to, da se da naučiti, da rečeš, jaz sem pa tako živčna oseba, ne vem, Sara, pa nekdo pa ni, blagor njim, ki so se taki rodili. Ja, to meni vsak reče. Sara je sigurno, tako, ona je neko drugo bitje. Ja, ona se je rodila mirna. Jaz sem se rodila psihološko odporna. Ja. To je vse trening. To je vse trening in ta trening temelji na čuječnosti, na zavedanju. Spet smo tam. In v bistvu sem jaz imela idealno priložnost v San Diegu prav raziskovati neurologijo psihološke odpornosti. Ko gledaš strukturo in funkcijo možganov, prav skozi funkcionalno magnetno rezonanco, smo gledali, kje se skriva ta sposobnost psihološke odpornosti. Kaj je tisti predelček v možganih, ki nam pomaga, da smo psihološko odporni na stres. In zate, zato ker si tudi tako znanstvenik po duši, se gre za en čudovit predel, ki se imenuje insularni korteks. Insula. In insula je center zavedanja. Rečemo pač tako, recimo ful poenostavimo zdaj to, za vse tiste, ki nas poslušate, gledate. Insularni korteks je taka čudovita mišica v možganih, ki v angleščini, evo, še enkrat gremo na angleško, ampak je tako dober izraz. Reče se, da je insula recimo responsible for interoceptive awareness. Interoceptive awareness pomeni to neko zavedanje vsega tistega, kar se dogaja znotraj naše glave in telesa. In it turns out, recimo mi smo skenirali možgane nejvisilcev, marincev, olimpijskih športnikov, ekstremnih performerjev. Tako smo skenirali njihove možgane, tudi študente na kampusu. Potem smo pa vse dali skozi 8-tedenski trening čuječnosti in smo gledali, kako se njim krepi psihološka odpornost po tem treningu čuječnosti. Se pravi, sken možganov, 8 tednov trening mindfulnessa, pa spet sken možganov. In smo gledali to povezavo
med insularnim korteksom in prefrontalnim korteksom. Kaj zdaj to pomeni? Ko napoči nek stres, neko neudobje, še vedno se zgodi ta instinktna reakcija. Mogoče hitrejši srčni utrip, tenzija v telesu, mal podivja ta fMRI, ko gledaš možgane. Ampak istočasno, še to povem, insula je tudi ful dobra v predvidevanju. Bolj, ko je natrenirana, človek ima tudi boljšo sposobnost predvidevanja. Ampak, da čisto enostavimo, v času stresa, bolj, ko je človek buden, bolj, ko je vklopljen, bolj, ko je močna aktivacija insularnega korteksa, kaj zdaj ta insula naredi? Čisto simpel. Reče, zaznavam spremembo znotraj telesa, nekaj neprijetnega se dogaja. In potem komunicira šefu možganov, kaj je prefrontalni korteks, in reče, šef, tole spremembo zaznavam, daj ti nekaj naredi, daj se ti odzovi na način, ki je najbolj primeren za to situacijo. Tako da, kaj mi gledamo v funkcionalni magnetni rezonanci je, da bolj kot človek trenira to budnost, zavedanje, prepoznavanje, hitrejša je komunikacija do prefrontalnega korteksa, da dobi ta center v možganih sporočilo, zgodila se je sprememba, zdaj pa ti prevzemi kontrolo in se odzovi najbolj konstruktivno, produktivno, kar se da. Ker, če ni insule vklopljene, in to vidimo recimo pri študentih na kampusu, še toliko bolj od ostalih performerjev, preden grejo v 8-tedenski trening čuječnosti, ko se jim predstavi ta stres. Mi smo ta stres tako inducali, da oni so dihali skozi ta ror, kot en snorkel, in potem smo mi ta ror njim zablokirali. Tako da niso več imeli dostop do kisika, tako zelo velik, ampak je šlo na eno tako tenko slamco. Da je bilo težje dihati, kot sicer. No, in potem smo gledali, kako se oni odzivajo na ta stresni faktor. Ja. In zdaj, brez čuječnosti, brez zavedanja, so vsi šli v tak panic mode, da so vsi pritiskali gumb v fMRI-ju, kot je ta emergency button, get me out of here. Zato, ker jim je to predstavljal tak šok. Pa še una magnetna resonanca je malo klaustrofobična. Tako, klaustrofobična. Vidim. In je samo panika prevzela in glavo in telo in so zgubili sposobnost samovladovanja. Ker niso imeli kapacitete. Zakaj niso imeli kapacitete? Ker se jim v času vsem nam hudega stresa zablokira prefrontalni korteks. In ko se zablokira prefrontalni korteks, pozab na kakršnokoli samoregulacijo, ker nimaš več tega izvršilnega centra v možganih, ki bi ti pomagal uravnavati čustva, uravnavati pozornost, sproščati napetost v mišicah, zamenjati tehniko in taktiko dihanja, zato da recimo zdržiš ta stresni faktor v možganih. Anyways, zdaj sem bila mogoče malo predolga. Ne, povej, kaj pa po tem intervenciji ste pa pol videli razliko? Nenormalno razliko. V 8 tednih, že v 4 tednih, ker smo delali tudi skene vmes, se popolnoma spremeni struktura in funkcija možganov. Na kakšen način? Na tak, da se izredno ojača ta povezava med insularnim korteksom in prefrontalnim korteksom. Temu se tudi reče insular frontal connection. Budistični monki imajo najbolj močno, mogočo povezavo med tem dvem centrom v možganih. In še enkrat, bolj ko je človek čuječ, lažje prepoznava, kaj se dogaja znotraj njega, nje. In potem, ker ti prepoznavaš, imaš tudi sposobnost odzivanja na tisto, kar se dogaja. Ne preplavi ta instinktna reakcija. Če ti nisi čuječ, če ti nisi priseben, stres preplavi možgane in telo in te ugrabi. In to sem jaz recimo za magistrsko nalogo preučevala pri pilotih. Prav celo magistrsko sem naredila na aviacijsko psihologijo, ker me je zanimalo, zakaj pride do letalskih nesreč. Kako to, da pilot v neki dani, tisti najbolj stresni situaciji, ni sposoben oddelati tisto, kar zna, ni sposoben pokazati svojega znanja, kako instinktno reagira, kako včasih ta njihov volan v kokpitu vlečejo k sebi.
čeprav avion pada, zgublja hitrost, vsak pilot ve, da mora nos poriniti nadol, zato da pridobi hitrost. Piloti zadnje 2 Boeingove nesreče, kaj se je zgodilo, vsi so vlekli kontrolo na gor, kakor ostanemo v zraku. Bolj, ko vlečeš nos na gor, hitreje avion dol pada. V pilotski šoli prvi dan veš, da moraš nos nadol obrniti. Se pravi, instinktna reakcija na stres. Oni tudi včasih ne slišijo navodila kontrolorjev, ne vidijo, zato ker se zgodi ta tunnel vision, fiksacija na en majhen problem in ne vidiš tiste širše slike, da bi imel boljšo perspektivo, kaj se dogaja. Ker je to ta instinktna reakcija na stres, ki te tako močno ugrabi, možgani se samo obremenjujejo s preživetjem, jaz moram zdaj preživeti tole, kar se dogaja, in ti onemogoč kognitivno kapaciteto, recimo športnikom pa to fizično kapaciteto. Bolj, ko si čuječ, še enkrat, bolj, ko si čuječ, večjo ima sposobnost odzivnosti na tisto, kar se dogaja. Nisi toliko več reaktiven, ampak si bolj odziven. In hitreje mogoče prepoznaš, kako si šel v neko fiksacijo, zadihaš, razširiš svojo perspektivo, se malo umakneš stran. Recimo pilotom prav rečemo, da se fizično odmaknejo malo bolj stran. Prav že ta cue jim pomaga, da malo širšo perspektivo dobijo. Da zadihajo, da regulirajo svoj živčni sistem z dihanjem s prepono. Vsak pilot ve, da mora preponsko dihati, ko pride do neke stresne situacije. Tako da, kaj sem imela neverjetno priložnost, je samo videti na področju možganov, kako trening čuječnosti krepi psihološko odpornost. To je dobro, res. In tle še eno zelo važno se mi zdi sporočilo in povzetek je, da ta vaja ne pomeni, da ne boš v stresu. Tako. Ker si rekla, ko pride nekdo meditira celo življenje, če pride skoraj do nesreče, začutiš tisto, tle se stisnete, srce, vse, ampak pomeni možnost reakcije. Ne? Ker jaz ko sem imel to nespečnost in sem se začel ukvarjati s tem, sem bil zelo užaljen in tako nad nepravičnostjo življenja, da sem kljub vsem vajam še vedno kdaj slabo spal. Pa sem pa ugotovil, da v bistvu, če slabo spim in je moja reakcija na to, to je to, ne? Pustimo druge misli, pač slabo sem spal in sem še vedno funkcionalen, namesto da si razlagam, kako je mojega življenja konc, da ta odziv je v moji kontroli. In tudi odziv na to, recimo, ko pridejo misli zvečer, ne bom spal, ko si rekla, to pridejo, nimaš kaj, pride tudi daj stisne. Je pa tvoj odziv s prefrontalnim korteksom potem čisto drugačen, ko se zavežeš, da imaš odziv, ne reakcijo. Ne? Tako. In to, če bi ljudje sam malo bolj se zavedali, kakšno imajo oni sposobnost uravnavanja tistega, kar se dogaja znotraj njih, koliko bi bil svet lažji. Ker ti lahko, meni tudi reče, ti priješ tamle na oder 500 ljudi, briga tebe, ti si čist confident. Ni čist. Pač confidence, vse je natreniran. Vse je natreniran. To je ure in ure vaj, predavanja s mojim medvedkom ne vem, zdaj ga imam akcije. Jaz včasih doma odpredavam, medvedki so moj audience, pač to je trening. To je ogromno enega treninga. Zdaj, seveda meditacija, zato da jaz znam uravnavati ta svoj stres, ko trenutek napoči, ampak mene, ko nekdo predstav, ko grem zdaj na oder, kako meni razbija srce. Pa sam rečem, recimo, to sta sam hiter primer. Reakcija je lahko, kako sem živčna, ko me diham, kar v trebuh me boli, konc me bo, umrla bom, zdaj se bom obrukala, verjetno bom vse pozabila. To je reakcija, plitko dihanje, krč v telesu. Drugo je odziv. Hudo, ko mi srce razbija. Ful sem excited. Res sem excited, ko sem vzhičena. To je zdaj ta nek prijazen strah, ki me je preplavil in rekel, Sara, nekaj pomembnega te čaka. Tako je, zato si pa živčen, ker je pomembno. Ker je pomembno in mar ti je do tega. Najbrž, ker predavaš medvedkom, nisi živčna. Takrat nisem živčna. Se pravi, ker je 500 ljudi in pač ta stres je lahko pozitiven. Pa znak nečesa pozitiven. Pa se nujno more biti. Pa se zato, da nas aktivira, zato, da dobimo to osredotočenost, ta fokus. Ampak, zdaj, odvisno je, do kere meje to vzamemo. Tako da jaz znam izkoriščati to tremo, to pozitivno anksioznost res v svojo dobrobit. In ful vabim ljudi, da samo začnejo malo bolj radovedno poslušati, kaj se dogaja. Sej namest, kako mi srce bije, umrla bom, rečeš, srce mi bije.
state the fact. Ja. To je Srce to, mi ja. bije. Ja. Ok, kaj lahko zdaj naredim? Globoko diham. Ok, ja, počutim se živčno, ne živčna sem. Ja. Se pravi, spet besede, spet gre na to. A To ne je tako, en da obstaja. predavatelj človečnosti dobro rekel. Kaj je rekel? Ko jezdiš konja, rečeš, I am riding the horse, ne I am the horse. Ne? Se pravi, jaz jezdim, ne jaz sem konj. Tako? Da, jaz čutim jezo. Bravo. Ne, jaz sem jezen in to je zdaj moja celotna izkušnja. Ne? In Bravo. vse to ne pomeni, da si spet takoj nehaš biti jezen na silo. Tako, itak da ne. Sam, da se malo ločeš od tega Tako. občutka in veš, da čutim poleg te jeze še recimo neko naklonjenost tej osebi, ki jo poznam 15 let. A ne, ni zdaj ona meni tle uničila življenja v eni sekundi. Še vedno jo imam rad, čeprav sem jezen na njo, karkoli. Ne. Ja. In to, Ampak saj prostor dobiš. ja, ful dobiš prostor. Mal dobiš ta prostor in ta čuječnost je v bistvu ta prostor. Med insularnim korteksom in prefrontalnim korteksom to je v bistvu ta prostor. In ti se v vsakem trenutku lahko vedno, če natreniraš, ta insularni korteks se ne vklopi, če ni natreniran, vedno lahko izbereš odziv na tisto, kar Tako, se dogaja. In seveda, ko so ljudje nenaspani, sitni, lačni, nepolupčkani, ne vem kaj še se. Verjemi mi, meni jaz 20 let meditiram, vsak dan, až daj meditiram, preden grem po otroka v vrtec. Lepo. Res, presežem. To je 15-20 minut meditacije vsak dan, zato da se jaz skoliram kot mamica, da sem pripravljena na karkoli. Ampak, a veš, zdaj ne vem, kaj sem. Da kljub temu, da meditiraš, se... Hvala lepa, koliko sem ti hvaležna, hvala, kad tako lepo poslušaš. Kljub temu, da 20 let meditiram, 8krat od 10krat mi rata, 2krat se tudi jaz derem. Jaz se pohecam na predavanju, rečem, ampak jaz preden sem svojega otroka rodila, sploh nisem vedela, da se znam dreti. In pride iz mene, ampak poj rečem oprosti. Poznam to. Rečem oprosti, nisem se hotela zadreti, pa mi pa da 5, kao. In je to, jaz sem zdaj v Sloveniji, ker si želim revolucijo na tem področju. Res, da zvišamo malo to našo zavest o tem okolju, pa to ni neka guru, meditacija, zdaj bomo vsi postali budistični monki, bomo vsi lebdeli, ja. Ne, ampak je samo malo tako, da si omogočaš neko zdravo psihično in fizično zdravje. In vse, kar se tukaj noter dogaja, se manifestira tukaj noter. In ti veš to dobro v svoji praksi. Če bi se mi malo več poglabljali vse to, kaj se dogaja v naših glavah, v naši podzavesti, bi bilo tudi malo manj bolezni. Absolutno, ja. Se strinjam zelo. Na začetku si rekla pogovora, da ti je kdaj naporno, ali pa da je kdaj težko predavati o teh tehnikah, ker izgledajo tako preproste. Ne? In zdaj po tem pogovoru, ko smo nekako se kar vrtela, se mi zdi, ko so okoli te čuječnosti in šla čez starševstvo, odpornost, vojsko, ekstremne športnike, pilote in se vedno vrnila na to čuječnost, kjer je v bistvu ta vaja, ki jo ti delaš tudi recimo vsak dan 15 minut, v resnici tako preprosta, da bi kdo res lahko rekel, a tle bom sedel pa dihu, jaz imam toliko kompleksne težave v življenju, temu zihar ne bo pomagal, jaz bi rajš kupil nek tečaj za 400 €, ki bo noter 20 različnih vaj, pa dnevniki, pa piši si, pa ono. Ker čuječnost in to dihanje, zato tudi jaz tokrat tudi v knjigi in povsod pišem, recimo ta študija mi je fenomenalna, dokaze, ne? Ker oni bi, recimo, vi bi lahko samo vzeli te študente, pa te vojake, pa vse, ki ste jih, pa bi oni delali meditacijo in bi pred pa po naredili nek vprašalnik. Ne? In bi mogoče lahko vsi napisali, jaz sem bolj miren, jaz sem bolj zadovoljen, mogoče malo placebo, pa tudi če je placebo, vedno skoraj tudi zraven to. Ampak to, da pa ti tudi hkrati slikaš možgane in dokažeš, ne to, kaj je on napisal, smo mi videli fizično spremembo, meni je to dalo blazno motivacije. In jaz to na predavanjih o čuječnosti ponavadi predstavim kot argument. Bravo, rečem, ne me poslušati, da je zdaj meni lažji ali pa da je komu drugmu. Poglejte, to študijo tle je bilo pa 1500 preiskovancev, tle je bilo 10 000 preiskovancev. In smo to slikali in smo to pokazali, da kdo mogoče reče, če imam že res toliko polnurnih, pa bom tlačil noče meditacijo, hočem, da se mi splača. Ne? Ja, jaz recimo, ko imam kakšne take hardcore IT-ovce, pa nič imam rada te svoje skupine IT-ovcev, ampak to so tako včasih malo taki zategnjeni, tako, kaj bom zdaj jaz tle poslušal v eni čuječnosti. Pa jaz itak iz tega vidika moram pristopati, zato da rečem, glejte, takole funkcionirajo vaši možgani. To se dogaja, ko natreniraš malo zavedanja. Verjamem, da vsi vi rabite malo več kognitivne kapacitete, malo bolj čistega, jasnega razmišljanja, odločanja, sklepanja, planiranja, čustvene inteligence, fokusa, motivacije, tukaj noč se skriva.
samo pač, pa rečejo, ok. Ampak, kaj jaz v bistvu naredim, ker rečem, vem, da noben nima časa meditirati. Pa vedno rečejo, tisti, ki nimate časa, morate še več meditirati. Ja. Ampak potem jim jaz res čist praktično iz dneva v dan dam te dnevne te so daily mindfulness tasks, se pravi te neke dnevne naloge čuječnosti, ki jih lahko upravljajo kadarkoli, kjerkoli, brez da zaprejo oči. Seveda, meditacija je trening. Tako, kot krepiš mišico v fitnesu, jo tako krepiš tukaj noter. Zdaj, dnevno opazovanje samega sebe je pa tudi pomembno. Kako sediš, kakšna je tvoja drža, kako dihaš. To je super, ker tle pa ni treba iskati dodatnega časa v urniku. Medtem, ko voziš, se popraviš, malo pozab, zadihaš dvakrat. Medtem, ko voziš, malo sprostiš tudi ta grip. Veš, kakšni ljudje v času gužve. Zdaj sem videla 2 nesreči na poti do Ljubljane, 2 nesreči Gorenjska avtocesta in si mislila, ti ljudje ostali zdaj 100 let. Ampak veš, ta živčnost, zategneš prste, močno držiš volan, sprostiš napetost. Meni med pogovorom je to tokrat, ker se vmes zavem, da ne poslušam. Kdaj, na hodniku, kjerkoli. A veš, med tem, ki si rekel, se opazuješ. Sam ne, nekdo mi nekaj govori in sem tako, ok, zdaj sem pa res odplavil čist. Kaj mi on govori, zakaj? Mogoče me ful ne zanima, ampak... Ampak se pa rečeš, sorry, res me je odplaval. Ali pa tudi, če ne rečeš, sam da se kar naenkrat zasidraš z nekim novim namenom, a veš, ki ga prej nisi kristaliziral, ne? Zdaj pa si pa rečeš, odplaval me, ne bo me več. In med pogovorom, mislim tako, se mi zdi, da ta klik, aha moment je zelo... Ful pomemben. Ampak če bi ljudje, jaz rečem, saj 3-krat na dan, malo globi vdihnili, vse s prepono, zato da regulirajo svoj živčni sistem, da se vklop prek prepone, ta vagusni živec, da se lepo aktivira parasimpatičen živčni sistem, da se mejhan saj res 3-krat na dan, iz tistega simpatičnega živčnega sistema, kaj skozi bam, sam malo greš v rest and digest, da daš priložnost telesu, da se malo prizemlji, umiri, bi bil svet toliko lažji. Tako da jaz rečem, če ste po 6-urni delavnici vse pozabili, prosim ne pozabiti na dihanje. In to je lahko 3 globoki vdihi s prepono. Eni ljudje sploh ne vejo, da obstaja. Rečem, ko ste bili dojenčki, vsi smo dihali s trebuhom. Malo smo pozabili, ker nas je pa življenje nastresiral. In pa mogoče, da se sam malo večkrat vprašaš, kje pa sem? Kje pa sem? Tretje, a to, kar razmišljam, mi pomaga, a me ovira. Pa je res sploh, ne? Te misli niso vedno resnične. Tako. Ne bo mi uspel, kako veš? Kdo je to rekel? Če živijo. Misli. Kaj delaš v moji glavi? Odkot pa vi? Živijo. Hvala za tako dramo. To je. Odkot je pa tale drama prišla? Se pravi, malo radovednosti, malo opazovanja. Tako. In malo več tako te prisotnosti. In res je svet toliko lepši in lažji, da če se vsi lotite, vi, ki ste poslušali, zdaj gledali, mejhen, tako postopoma, ne rabite 30 minut meditirati. 3-minutno meditacijo, samo dihanje, box breathing. Googlejte box breathing, ful dobra vaja. Pa 7-8-minutna meditacija. To je to, vsak ima 7 minut. Verjemi, da 30 minut scrollanja gre hitro mimo. Ampak 30-minutna meditacija gre tudi hitro mimo, drugače. Jaz včasih imam ljudi v neki, semi-hipnozi, vizualizaciji. Nobenemu to ne rečem, da je hipnoza, rečem, zdaj bomo naredili eno luštno vajo. In potem smo 40 minut v hipnozi. In potem, ko se zbudimo, rečem, koliko časa je minil? 5 minut, 10 minut. Rečem 40. Tako da tudi ta meditacija, če koga skrbi, da bo preveč časa vzela, ful paše, spreminja možgane. Pa ko vidiš, kako deluje, itak se mi zdi, da te prime. Pa hočeš vaditi naprej. Jaz upam, da en dan, ko pridem na zdravniški pregled, je prva stvar, ki se vpraša, a kaj meditiraš? Ali pa da mi malo povej v svojem otroštvu, so kakšne travme. To bi bil drugače kakšen skeč, da enega po prometni nesreči pripeljejo not pa kirurga. Zdaj jaz pretiravam, ampak nekdo... Jaz vem, ti razmišljaš zdaj čistko, ekstremno. Ampak tako, recimo nekdo, ki ima kakršne... Ko pride pa reče, ne morem spati, boli me v prsih. Tako, stiska me. Da rečeš, ok, obstajajo tehnike, milijon različnih, deva še te stvari probati. Se pravi, ne takoj tablet, če že nekdo res rab. Ja, tako je.
Ampak ja. Drugače, če bi kdo probal meditirati, ker zdaj nisem niti računal, da se bova toliko o tem pogovarjala, pa sem vesel, da sva se, ker si mi še bolj predstavlja, koliko se ta čuječnost upleta pa jo ful cenim pa v vse, ne? V vse. In sem tudi bil toliko čuječ, da nisem videl, koliko časa se sploh že pogovarjava, ampak kar sem hotel reči je, jaz sem tudi eno podcast epizodo Mala šola čuječnosti, 40 minut, kjer sem šel čisto iz tega, da nekdo, ki ne pozna tega, dobi čisto malo znanstvene podlage, malo teorije in potem tudi se nauči vajo. Drugače sta dva dela, no, ampak prvi je tak bolj osnoven, drugi je pa ta bolj komunikacija. To vam svetujem, če koga zanima, da bi probal, drugače pa sem te hotel vprašati, kaj bi ti svetovala, če bi ti en rekel, jaz bi probal, kakšno knjigo, kakšen tečaj, kaj lahko vzamem pa, da malo spoznam čuječnost in osnovne vaje. Zdaj tako, če ste performerji, pa ste bolj tako v svetu tega performanca športa, mene kontaktirajte. Obviously, ja. Obviously. Naslednje leto, zdaj upam, imam tak plan, tudi moja knjiga pride. A res? Ja. Eno si že napisala? Eno že imam, ampak to je za plavalce, zdaj bomo pa naredili splošno verzijo. Po tem pogovoru bi te že jaz kontaktiral, pa sem se lih se bo nehala pogovarjati, pa bi se zmenil, da se pogovarjamo. Tako da, se pravi, da bo res ta nek res bazičen trening čuječnosti za krepitev psihološke odpornosti za vsakega posameznika. Naslednje leto pride. Ja, zdaj sem v procesu še. Zdaj si povedala. Zdaj sem povedala, to se je šele zdaj začel. Ko pride, boš prišla še enkrat na podcast, pa bo šla še. Tako. No, in to je plan. Tako da, zdaj imam pa svojo najljubšo pisateljico, lahko delim, kjer ne, da ti nismo. Moš še prebrati, kaj imamo. Lahko, prosim, ker imamo pa največjo strokovnjakinjo čuječnosti zame na svetu in sem prebrala vse knjige, čisto vse, možne. Cel svet sem naštudirala. Noben lepš ne opisuje čuječnost, kot dr. Eva Škobal. Dr. Eva Škobal je ena moja največjih vzornic in ona ima 2 knjigi. Ena je Čuječnost in vzgoja, to knjigo vsak človek na svetu mora prebrati, ta druga je pa Lahkost uma. In tako simpel predstav čuječnost in tako lepo in tudi malo poetično in jaz sem se zaljubila v njene knjige in zato jaz si res želim, da bi vsak človek te njene knjige tudi prebral. Sem ti hvaležen, da si povedala, ker nisem poznal tega imena, vidiš. Sem rekel, zdaj boš povedala enega od tistih najbolj znanih. Ne, ona je pa... To bom pa z veseljem preverila. Ona je ena najbolj razsvetljenih, lepih ljudi, žensk, splošno ljudi, ki sem jih srečala v življenju. Super, no, to pa res, se zelo veselim. Tako da ja, drugače pa, če ste pa v svetu performanca, pa sebe predlagam. Zato, ker sem tukaj, priznam, res tako se mi zdi skozi večja strokovnjakinja, vem, da bom čez 10 let še večja in me ta cela pot vodi v neko tako luštno psihološko pot, ampak zaenkrat imam dobre izkušnje in zelo rada delam to, kar delam. In srcem in z dušo. Mi da to se pozna pri človeku, če govori o stvarih, ki ga veselijo, ali če predava o nečem, zato ker je to ših, pa kar pač predava, ne? Čuječnost so leta 62 prvič omenili kot, ali pa gre to kot tebe, vidim, kot le žariš in mahaš in pač gre iz srca. Zato, ker vsak mu to prvoščam in jaz sem ful vesela, da ti to živiš. In jaz vem, da je tvoje življenje lažje zaradi tega. Absolutno. In moje tudi. Jaz ne vem, če bi dežural drugače, če ne bi se s tem ukvarjal. Pač ti rešujete, no? Tudi, če recimo starševstvo, jaz vedno rečem, je najtežje, bom rekel, pa ne pomeni to najslabše, ampak ena najtežja stvar v življenju, ki sem jo izkusil po moje, no? In tudi, ko mi kdo reče, kako lahko ti delaš 24-urne izmene na urgenci, pa to, pa pogledam sliko tega človeka, pa ima tako 3 otročke zraven, pa si mislim, ti bi lahko vse, če si tole preživel. Tako da vsaka čast staršem. To se strinjam. Ampak čuječnost, sploh ne vem, sploh kako bi povzel, zaključil karkoli, ker sem tako, res mi je bil en tak bogat pogovor. A ti zelo hvaležen. Sam povem, ampak je pa res v angleščini, en moj najljubših. Awareness leads to choice. To je to. Top. Awareness leads to choice. To je čist res. Ja. Če ne prepoznaš, da imaš možnost odziva, pa ga pač nikoli ne boš imel. Tako. In ta choice je really powerful. No, jaz sem ful vesel, da je bil moj choice, da te povabim. Ja, ful hvala. Jaz sem pa te... A veš, a se še to povem? Ja. Ker si ti tvoje podcaste začel, sem rekla, en dan bom pa jaz tudi s tabo. To je pa dobro.
Zato, ker imam te neke. Tako se mi Nora. zdi, ker nekako se povezala sem se s tabo na nekem nivoju izven, tako, Ja. tega osebnega kontakta in Ja, sem ja. rekla, en dan bom pa jaz tudi s tabo Ful spila. dobro, ej. Mislim, tako, zanimivo Tako da je, sem kako se vesela. to pol nekako... Tako da, kaj si me poklical, Ja. valjda sem zagrabila. Ja. Kaj si rekel na začetku, ko si se hitro odzvala, sem rekla, this is my manifestation calling. Ja, nisi se odločila za malo hard to get. Pa tako Ne, to sem rekla, this is it. Thank you universe. Hvala. Ej, to jemljem kot zelo velik kompliment. No, Ja. to, kakšna tudi strokovnjakinja in super oseba si. No, tako da, Hvala enako. hvala ti, Sara, vse, kar smo se pogovarjali, in tako bom jaz to še poslušal z veseljem. Večkrat bom tudi spodaj napisal najne te linke do tebe, do teh knjig, do vsega, Ja. kar smo omenjala. In upam, da gre kdo že iz tega pogovora, mogoče malo bolj, ne bom rekel bolj miren, ampak mogoče bolj navdahnjen, da se Tako. poglobi v to, kaj je, kje je, pa kdaj je. Super. Jaz samo vsem to iz srca želim, tako da hvala, ker ste prisluhnili, pa upam, da se kje srečamo še v živo. Absolutno, pa imejte krasen preostanek dneva. Čau.